Dober dan in lepo pozdravljeni v tokratnem delovnem podcastu Moč politiki. Moje ime je Suzana Kos, s kolegico Barbaro Eržen pa sva tokrat v studio Delove medijske hiše povabili Tanjo Fajon, mojo nekdanjo novinarsko kolegico. Barbara je mogoče še malo premlada za to. Sicer pa zunanjo ministrico in ko bi rekla temu, predsednico SD-ja v odhodu ali v odstopu. Ne? Tanja, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Ponedeljek se izteče rok za evidentiranje za kongres SD. Zaenkrat, če niste povedali, kaj ste se odločili, boste ponovno kandidirali, ampak težko verjamemo, da odločitev še niste sprejeli. Jaz sem eno veliko odločitev sprejela, najprej seveda hvala za povabilo. Veliko odločitev, ki ni bila enostavna, sprejela, ko se je začela cela drama okoli pravosodne palače, nakupa, kar je vrglo tudi neko dvom, črno senco na našo stranko. Vi veste, da smo dosegli eno tako zgodovinsko dno in takrat sem jaz precej razmišljala, kaj narediti, in tista glavna moja odločitev, ki je bila moja odločitev, je bila, da gremo na kongres. Da lahko samo z izrednim kongresom, ki lahko ali osveži vodstvo, ali spremeni vodstvo, ali postavi nove temelje socialne demokracije za naprej, tista prava pot naprej. Ni bila to enostavna odločitev, ki ste jo že sprejeli. Tako, zdaj pa imamo odprte postopke. Priznam, da je zdaj eno obdobje tudi zame neke samorefleksije. Kako moj cilj in ambicija je seveda, jaz to stranko živim 20 let. Zagotovo ne samo v slovenskem političnem prostoru, tudi v evropskem sem podpredsednica evropskih socialistov in živim te vrednote. Ni mi vseeno, kaj je za ljudmi. Želim si predvsem, da bi s kongresom uspeli začrtati pot stranke, ki bo vlivala zaupanje ljudi, da obnovimo to zaupanje. Še enkrat. Zdaj jaz sama se še nisem odločila. Če me sprašujete, kaj sem se jaz odločila, najprej pravim, je tudi zame ena refleksija. Tudi jaz sem dosegla s padcem stranke en tak dvom, čeprav z samo zgodbo nimam nobene povezave, pa vendarle kot predsednica stranke sem plačala precejšnjo ceno. Tako da nisem se odločila. Pri nas so postopki v stranki taki, da ko bojo končani postopki evidentiranja, takrat se pregleda, imamo komisije, ki pregledajo kandidature, sestavijo kandidatne liste, več organov stranke je in potem se bomo 13. aprila odločali. Do takrat je pravzaprav čas. Ampak več sogovornikov je v tem vmesnem obdobju že ocenilo, da boste zelo težko, oziroma mogoče celo nemogoče zbrali podporo za vnovično izvolitev. Bom ponovila še enkrat. Eno je, kaj je moja intimna želja ali pa moja intimna odločitev. Ta zdaj ni važna. Zdaj je moja ambicija predvsem, da najdemo najboljšo pot za stranko naprej in te bom tudi jaz sledila. Če bo to, da bomo ali stari novi obrazi ali popolnoma novi obrazi, tisto, kar bo najbolje za to stranko. In temu cilju bom jaz sledila v naslednjih dneh in tednih. V ponedeljek bomo v Delu objavili najnovejše javnomnenjske rezultate Mediane. Zdaj po preliminarnih podatkih, ki so jih dobili z Barbarom, ko so se pripravljali na podcast, je bilo rečeno, da stranka ni več tako na dnu, kot je bila pred mesecem dni, vi pa ste. Ali lahko javnomnenjske ankete vplivajo na vašo odločitev po tem premišljevanju, ki ga še niste zaključili? Glede na to, da smo vse iz medijskega ozadja, veste sami, da mediji lahko zelo vplivajo na javno mnenje, zato tudi javnomnenjske raziskave v veliki meri tudi kreirajo javno mnenje. Zdaj, če je stranka ni več tako na dnu, sem jaz vesela, nas je prizadela zgodba z nakupom pravosodne palače, prizadela je mene osebno še enkrat, čeprav od vsega začetka pravim, tako kot vsi ostali, kot ljudje si želijo, tudi jaz si želim slišati odgovore, kaj je šlo narobe pri nakupu, so neodvisne preiskave in preiskave, mi nismo raziskovalci, morajo pokazati. In če je bil kdorkoli z naše stranke kakorkoli vpleten,
bo moral za to odgovarjati. No, Še enkrat čudi- pa, cena, ki sem jo jaz plačala na čelu stranke, je zagotovo velika. Vas lahko vprašam za mnenje, tako, Ja. čisto osebno, ker itak ne vemo, kaj so preiskovalci ugotovili, ampak z Barbaro smo se pogovarjali, preden smo začeli snemati, cenilci, oziroma več strokovnjakov različnih strok, od cenilcev do statikov in tako naprej, bo šele v tednu, ki sledi, začelo ocenjevati to stavbo na Litijski. Se pravi, da ni jasno še, kakšna je vrednost tega objekta, ne? NPU je pa že ocenil 3.400.000, ali koliko ne bi bilo oškodovano, tako da je nenavadno, glede na to, da ne vemo, koliko je stavba vredna, kako sploh vemo, kakšna je škoda. Jaz se lahko povem, kar je povedala danes na novo imenovana ministrica Andreja Katič. Jaz zelo cenim njeno odločnost in pogum, da je prevzela ta resor, vendarle vstopa na ministrstvo, ki, kot kaže, ima izjemno veliko težav. Danes nam je prenesla informacijo, da ob primopredaji je dobila o sami prodaji zgradbe en sam stavek napisan, ni videla poročila, ki ga je pripravila bivša ministrica, tako da nima za zdaj nobene informacije. Kar je zaskrbljujoče, praktično v primopredaji več kot en stavek o tej stavbi in nakupu ni dobila. Nam pa zagotavlja, in jaz pa moram reči, ker Andrejo dobro poznam, je izkušena političarka, da bo takoj, ko bo lahko sestavila analizo, nam dala celotno poročilo, nam dala tudi informacijo in priporočilo, kaj od tu naprej. Drugo pa je, kar potekajo neodvisne preiskave. Če pogledamo zdaj malo s refleksijo nazaj na to afero, se vam zdi, da ste v SD tudi tukaj naredili kakšno napako? Ste se morda prehitro odrekli ministrici? Sej taktično. Glejte, mi imamo v stranki organe. Naša stranka ima ogromno organov stranke, kjer se odločamo. Predsedstvo Socialnih demokratov se je zelo jasno na seji odločilo, da zaradi objektivne odgovornosti želimo razrešitev ministrice. Tam je bilo toliko nepojasnjenih ni. Mislim, ne smemo pozabiti, da je vendarle ministrica bila tista, ki je na koncu podpisala pogodbo. In kolikor je nejasnosti pri tem, ali je to ekonomičen bil nakup, ali je ta stavba primerna, karkoli zdaj slišimo, zdaj za nazaj odločitev je bila takrat jasno sprejeta in jaz verjamem, da bi danes, če bi predsedstvo se še enkrat odločilo enako. Ker ste rekli, da imate še čas, da se boste odločili dokončno ali še enkrat poskusiti prevzeti predsedniško mesto v SD-ju, ali to pomeni, da v bistvu tik do kongresa ne boste povedali, kaj ste se odločili, bo še kar naprej trajal ta razmislek in spremljanje medijev, javno mnenje? Jaz lahko tretjič ponovim, da si želim predvsem najti najboljši način vodenja stranke naprej. Takrat, ko bom jaz vedela, kaj se dogaja in takrat se bom jaz odločila. Verjemite, da bom najprej obvestila moje strankarske kolege, potem pa medije. Se pravi, če sem zdaj med vrsticami prav razumela, boste pogledali tudi, kdo so vaši protikandidati. Zagotovo se o tem veliko pogovarjamo. Ste se morda kaj pogovorili s tem tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom? Znano je namreč, da je na začetku mandata zahteval, da sta oba predsednika strank v vladi, sodelujete v vladi. Bo to še naprej pogoj? To je verjetno vprašanje za predsednika vlade. Mi se nismo zares o tem pogovarjali. Na koaliciji enkrat smo govorili, ali to karkoli spremeni. Jaz ne vidim, da bi naša ministrska ekipa, ki sami veste, da je do te afere imela res dobre rezultate. Nihče nam kot ministrom ne more očitati, da na svojih področjih nismo delali dobro in to bomo dokazovali naprej. Drugo je, kako se bo predsednik vlade odločil. Jaz sem sicer malce upala, da bova danes govorila, ker je tudi nekaj drugih odprtih, tudi zunanje političnih tem, ki jih morava nasloviti, pa je zdaj po moji 10-dnevni odsotnosti bolniške, pa danes on na bolniški, tako da ni bilo priložnosti. No, verjetno na rejting SD-ja ni vplivala samo ta afera s sodno stavbo, za katero sploh ne vemo, kako se bo končalo, ker ne vemo, kakšna bo cenitev. Veliko se je pa v zadnjem času govorilo o vašem nekdanjem glavnem tajniku, s katerim sta lani ustanovila inštitut 1. maj.
v zvezi s tem inštitutom so se pojavile špekulacije, da bi morebiti lahko šlo za obvodno financiranje stranke. Mene pa zanima, glede na to, da ste soustanoviteljica, napovedali ste, da boste sicer izstopili, ne vem, ali ste že ali ne. Ali veste, kdo so recimo glavni donatorji, meceni inštituta iz Slovenije, ker težko verjamem, da ne veste nič o financah zadeve, ki ste jo ustanovili. Dala sem si pojasniti tudi finance, zlasti v zadnjih tednih, ker če povem zelo iskreno, bila sva z Klemenom Žibertom ustanovitelja, ne vem koliko dolgo to nazaj, leto in več, ampak sva takoj tudi z statutom, ki ga ima institut, prenesla svoje odgovornosti na zaposlene, ki so tam. Tako da jaz se pravzaprav z institutom nisem ukvarjala. Ali je šlo tu za kakršnokoli nezakonito financiranje ali pa sum, kar nekateri pravijo, v izogib temu smo se mi na predsedstvu odločili, da se pač velik del teh najemnin z razvezo pogodbe tudi vrne institutu. Moram pa vseeno reči v brani instituta eno stvar. Zdaj se sliši marsikaj slabega, se pa pozabi na marsikaj dobrega. Institut 1. maj je v zadnjem letu naredil res veliko debat, tam so 3 zaposleni, direktorica Anja Kopač Mrak, debat, ki so bile zelo javno razpoznavne, kjer so ljudje sodelovali, tako da institut 1. maj pravzaprav deluje, financira se, lahko pa rečem, da mislim, da oni ne razkrivajo financerjev, drugo pa je, kjer pa vedno me opozarjajo in vem, da je to že dolgo zgodba tudi v Sloveniji, kaj bomo naredili z fundacijami političnih strank, torej financiranje. Skaj ne veste nič o financah? Ne, dovolj o financah ne vem, da bi lahko Zakaj pa se umikate? Iz instituta. Pravzaprav razmišljala sem, da od same ustanovitve, ko smo takrat govorili, da je fino, takrat smo razmišljali, bomo imeli fundacijo, zakon o političnih fundacijah, do tega trenutka še nismo prišli, glede na to, da se z institutom zares ne ukvarjam, da ga vodijo drugi, da sem svoje pristojnosti dala naprej, tudi ne vidim razloga. To smo se že prej pogovarjali, preden je sploh do tega prišlo, da če nisem sama aktivna in ne delam tam, potem ne vidim smisla, da ostajam. Se mi je pa zdel nenavaden meni podatek, ker sem ga prebrala v enem od medijev, da je najemnina za kvadratni meter v vaši nekdanji v vili, tam, kjer je bil sedež stranke, višja kot v centru Ljubljane v novem objektu. To me je začudilo. Mislim, nekako ne gre skupaj glede na tržne razmere, a ne? Zdaj, stara stavba zunaj centra Ljubljane. Pri nas, mogoče se bo čudno slišalo, ampak pri nas imamo zelo jasna pooblastila, kdo dela kaj v stranki politični. In z financami in kadri je bila izključna pristojnost generalnega tajnika. Tako da tista poročila, ki sem jih jaz videla, so eno, drugo pa, kako so najemnine, kvadratni metri, je res nekaj, s čimer se nisem nikoli ukvarjala. Kaj torej dopuščate tudi možnost, da se tukaj dogaja nepravilnosti? Ne vem, preprosto ne vem. Preprosto ne vem, smo pa znotraj stranke naredili res delovne skupine, tudi kontrolo, imamo nadzorni odbor, ki se s tem zdaj ukvarja. No, gospod Klemen Žibert se je ukvarjal tudi z nabiranjem morebitnih kandidatov za evropske volitve. Zdaj ne vem, kako boste to izpeljali, ampak hotela sem povedati še to, da so pred oddajo prosili tudi za podatke glede tega, kako vam kaže na evropskih volitvah in so recimo spodbudni. Bolj kot višja je podpora SD-ju za evropske volitve kot na navadnem tem merjenju podpore političnim strankam. Znano je sicer, da ste bili v SD zelo ambiciozni, kar se tiče evropskih volitev. Verjetno vseeno rezultat je vprašanje, če bo tako dober, kot vam je sprva kazalo. Ste tudi sami mogoče razmišljali, da bi se odločila za nastop na listi, za kandidaturo, vse kot neko nabiranje dodatnih glasov? Velikokrat ste videli, da predsedniki... Me veseli, da slišim, da so zgledi za evropske volitve za našo stranko boljši. To moram podariti, niso končni podatki, ker še ne mirijo. Se tudi mi spremljamo utrip javnega mnenja in jaz sem kar optimistka. Mi imamo kot stranka izkušnjo
z evropskimi volitvami ne nazadnje jaz mislim, da v tem delu tudi mene osebno, ko gre za zunanjo politiko, ministrovanje ali mojo evropsko izkušnjo prej vlivam in dajem zaupanje ljudem, mislim, da ga tudi dobivam nazaj, ampak za evropske volitve ravno zdaj smo ta teden veliko govorili, ker postavljamo časovnico, korake, zdaj imamo izredni kongres, različne so ideje, kdaj predstaviti listo, prej, pol, v vsakem primeru zagotovo aprila najpozneje. Imamo pa zagotovo veliko ambicijo, da naredimo dober rezultat, kar zadeva mene. Jaz zdaj sem na čelu zunanjega ministrstva tudi za evropske zadeve, seveda se s tem veliko ukvarjam. To ministrstvo res zelo rada vodim, imamo velike izzive, smo v enem težkem obdobju. V stranki smo se pogovarjali, da bomo sestavili najboljšo listo je mogoče. Jaz iskreno povem, da čakam, da vidim, kako se bojo stvari stabilizirale znotraj stranke, kako jo lahko normaliziramo, okrepimo tudi s kongresom in potem se bomo odločali tudi za listo. Tudi jaz se bom odločala na podlagi tega, kakva bo ne nazadnje rehabilitacija, ampak priznam pa, da mi je zunanje ministrstvo ta hip velika prioriteta in imam dovolj tega. Ni pa to, ne izključujete torej, da bi mogoče šla v nabiranje glasov na zadnjem mestu, kot je to. V stranki se skupaj odločamo o takih korakih. Glede na to, da sem slišala kar nekaj zanimivih imen od nekdanjega glavnega tajnika Klemna Žiberta, apropo morebitnih kandidatov na vaši listi, imate mogoče informacije, da se je potem v zrušenju SD-ja v javnomnenjskih anketah mogoče kdo premislil in je rekel, da pač ne bi poskusil? Nimam informacije, vsak se pogovarja po svojih kanalih, nekaj se dogovarjamo skupaj, imamo pa tudi v naših vrstah znotraj stranke dovolj sposobnih kandidatk in kandidatov. 9 jih rabimo, jutri oziroma te dni bom podpisala tudi zavezo, da gremo res v enakost, tudi zadrgo ženske moški, kar se mi zdi zelo pomembno in temu bomo v stranki sledili. Tako da, če bomo iskali zunaj naših vrst, imamo tu potem določene usmeritve, da tudi tisti, ki bodo na naših listah, morajo biti člani stranke. Vseeno pa verjetno na čelu liste bo moški, ne? Nimamo določenega nosilca liste, tako da dokler ni vse dogovorjeno, ni dogovorjenega nič. Če ostanemo še za malenkost na bruseljskem parketu, veliko se je špekuliralo tudi o možnosti vašega odhoda v Bruselj na komisarsko mesto, da ste se s tem celo že pogovarjali z Gibanjem Svoboda, je kaj na tem? Vas bi to zanimalo, če bi vam bili pripravljeni kolegi to prepustiti? Zdaj, v stranki evropskih socialistov veste, kakšno je stanje, koliko imamo vlad, smo v boljši poziciji kot recimo liberalni pol, še vedno pa ne v idealni poziciji. Znotraj stranke imam jaz že nekaj let vodjo oziroma več vlog, tudi sem podpredsednica in kot tako me znotraj evropskih socialistov vidijo kot potencialno kandidatko za višje funkcije. To pa še ne pomeni, da se lahko slovenska vlada odloča za komisarsko mesto. To bo odločitev predsednika vlade, o tem se nisva nikoli pogovarjala, tudi ne o moji možnosti komisarskega mesta. Priznam pa, da so mi to namigovali ljudje iz Bruslja, iz drugih držav. Ravno po tej liniji, ko gre za danes trgovanje, prerivanje med različnimi evropskimi političnimi skupinami in kalkulacije za naprej. Ne nazadnje so me prosili tudi, če bi znotraj evropskih socialistov bila špicen kandidatka za evropske volitve, pa vendar je bilo to tik pred zdajci in je bila odločitev prekratek čas, na koncu sva se z Nikolasom Šmitom tudi dogovorila, da je on. No, povedali ste, v bistvu nekako tako kot Urška Klakočar Zupančič, ki jo sicer njeni stranki prepričujejo, naj gre na listo za evropske volitve. Ona si tega ne želi, tako ste med vrsticami povedali tudi vi, da v bistvu se počutite dobro na ministrstvu. Ampak na ministrstvu, ki ga vodite, z ministrstva, ki ga vodite, odhaja kar eno veliko število vaših najožjih sodelavcev. Boste imeli težave nadomestiti te ljudi z dobrimi kandidati, glede na to, kako je težko dobiti, ne vem, zdaj recimo ministra, ki bi se podal? Tudi državne sekretarje. Ja. To ni nekaj, kar jaz ne bi vedela.
Jaz sem vesela, ker to odhajajo ljudje, ki so dobri na veleposlaniška mesta, ker me veseli, ker krepimo veleposlaniško mrežo. In ne bom imela težav, jaz mislim, da bom z lahkoto, zdaj mogoče še celo lažje, ker je minilo vsaj že 1,5 leta, ko sem tudi jaz, diplomacija je zelo svoj sistem. Ko vstopiš vanj, je precej zaprt sistem, je drugačen kot druga ministrstva. Zdaj sem ga uspela v 1,5 leta kar dobro spoznati in mi bo mogoče tudi zato v kakšnem delu celo lažje oblikovati ekipo. Imam načrte, jaz mislim, da sem vesela na eni strani, da dobri ljudje gredo na zaslužene pozicije, na drugi strani pa, da lahko tudi dobre ljudi, ki jih imamo, vključim naprej. Lahko mogoče že razkrijete kakšno ime? Bo vse v pravem času. Kaj pa, ko smo že pri veleposlanikih in političnih kvotah, z Gibanjem Svoboda ste se dogovorili o 2 kvotah, ki bi jih zapolnili. Zaenkrat ni veliko slišati, oziroma ali so zadnje afere te načrte spremenile. Govorimo o tem, da bi eno kvoto zasedel Igor Šoltes, nekdanji državni sekretar na pravosodnem ministrstvu, drugo pa Melita Župevc, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Zdaj, vi veste, ja. Prav glede gospe Župevc je tudi z veleposlaniških vrst kar nekaj začudenja, glede na to, da je to mesto na Dunaju zelo zahtevno in da bi tja poslali nekoga, ki v bistvu nima nobenih izkušenj. Zdaj, vi veste, da gre za interne postopke, tako da v tej fazi jaz ne morem govoriti, ne potrditi nikogaršnjega imena. Lahko pa povem, da trenutno od 6 političnih kvot, kot jih ima diplomacija 10%, so zasedena 3 mesta. Ta vlada Roberta Goloba, torej tudi pod mojim ministrstvom, ni imenovala enega političnega veleposlanika. Po odhodu Tanje Strniša bosta ostali zapolnjeni še 2 politični kvoti, torej 4 ostajajo prazne. Kako si bomo razdelili in kdaj si bomo razdelili in kdo bo šel na ta mesta, gre za interne postopke, in ko bodo interni postopki končani, bo tudi znano javnosti. Zdaj vas bom vprašala nekaj, pa vas prosim, ne odgovorite, da gre za interne zadeve druge stranke. Eden najbolj odmevnih dogodkov v politiki tega tedna je zagotovo napovedani odhod generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković z te funkcije in bomo še videli, kaj se bo umaknila. Kako vi čutite to spremembo? Dejstvo je, da je njena vloga morda nekoliko oteževala odnose tudi med vami in, mislim, ne vami, osebno med SD-jem in Gibanjem Svoboda. Mogoče bom razočarala, ampak ko se boste spomnili, ko je odhajal naš glavni tajnik Klemen Žibert, ki je sprejel odstop in tudi takrat v enem delu razbremenil stranko, tudi iz osebnih razlogov, ko je bil hud pritisk nanj in na njegovo družino, smo mi šli čez precej težke čase. Tudi jaz osebno, stranka in tudi glavni tajnik. Takrat se nihče z Gibanja Svoboda ni javno obregal oziroma komentiral našega ravnanja znotraj stranke. Bilo bi zelo nekorektno, da bi jaz zdaj komentirala dogajanje znotraj njihove stranke. To je res strankarska zadeva. Mi smo znotraj koalicije, jaz si predvsem želim, da bomo lahko kot koalicija, ker imamo vendarle sestanke tedensko na koalicijski ravni, kjer so prisotni generalni tajniki, kjer generalni tajniki imajo tudi danes večja pooblastila in odločajo o politični agendi, pripravljajo podlage za pogovor koalicije, tudi druge zadeve, da to čim prej zaživi in da delo nemoteno poteka dalje. Tisto, kar pa se bo odločila stranka Gibanje Svoboda, je pa resnično njihova notranja politična oziroma notranja zadeva. Se pravi, ne boste povedali niti to, če ste mogoče vi eni od tistih, ki so včeraj nazdravljali ob tej novici? Lahko povem to, da sem jaz včeraj še doma na pol v bolniški postelji ležala, nisem nazdravljala. Vse 3 stranke imate sicer hude interne težave, koalicijske. Se to po vaši oceni pozna tudi v samem delu vlade? Ne, nasprotno. Jaz sem zdaj v četrtek, ko predsednika vlade ni bilo zaradi bolezni, vodila sejo vlade namesto njega. Nasprotno, razpoloženje, atmosfera je bila pozitivna, zelo hitro smo šli skozi dnevni red, sprejeli tisto, kar je bilo za sprejeti, tudi koalicija pred tem.
ki pa jo je vodil ta drugi podpredsednik Luka Mesec, je bila hitro usklajena. Ni čutiti te slabe mogoče atmosfere ali vzdušja, kot ga lahko zaslediš zunaj ali pa v medijih znotraj ekipe. Mislim, da so stvari, vsaj zdaj lahko rečem, za to zadnjo sejo vlade tekle zelo gladko. Rekli ste, da ste se hoteli danes še uskladiti s predsednikom vlade, tudi glede nekih zunanje političnih stvari je ena od teh tem tudi izraelsko-palestinski konflikt. Tudi znotraj vaše stranke so vse glasnejše kritike, pa tudi koalicijske stranke Levica, da bi mogli biti tukaj bolj proaktivni. Jaz mislim, da sva midva obadva s predsednikom vlade izjemno proaktivna. In zato me včasih te kritike presenečajo, ampak jih seveda jemljem na znanje in skušam tudi pojasniti. Recimo, zadnje dni večkrat slišim, da bi mogli poklicati izraelskega veleposlanika na zagovor in podobno. In tudi če povem, da izraelski veleposlanik zaradi konflikta ima vsaj 2-krat mesečno sestanke z nami, da so kanali odprti, da mu jasno vedno prenesemo stališča Slovenije, pač javnost sliši, kar želi slišati. Slovenija je tu na strani najbolj glasnih držav, ko gre za takojšnjo vzpostavitev premirja v Gazi, humanitarno pomoč civilistom, izpustitev talcev in pogovarjanje o priznanju Palestine. Zato tudi prihajajo k nam tuji gostje. Veste, da je pred kratkim bil tu jordanski, egiptovski minister, pridejo s tem, ker se z nami pogovarjajo, ker smo resni, ker imamo zelo dosledno zunanjo politiko in tudi danes v varnostnem svetu sledimo svojim načelom in vztrajamo, da je dovolj, da je grozljiva ta tragedija in da želimo premirje. Kaj več od tu, da smo znotraj Evropske unije, kjer je 28 držav, med njimi nas mogoče 6 ali 3 najbolj progresivne, proaktivne in iskanju rešitve naklonjene države, več Slovenija praktično tu ne more. Odkot pa potem prihaja ta poziv recimo vašega kolega gospoda Brgleza, strankarskega kolega gospoda Brgleza, ne? Ne bere, ne sledi, nagaja si dela predvolilno kampanjo. Priznam, sinoči sva govorila, sem tudi jaz sama izrazila presenečenje, zakaj. Bo tudi pojasnila, sem včeraj imela reden telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom, tretji po vrsti. Govorila sva skoraj 1 uro po telefonu, ne zaradi pisma, ampak to je redni stik moj z ministrom, kjer sem mu jasno povedala, kaj Slovenija od Izraela pričakuje in ga tudi večkrat pozvala, naj ne gre na vojaško operacijo v Rafo. Sva imela kar dolg pogovor in Milanu sem to pojasnila, zdaj, zakaj se je on tako odločil, verjetno sem ga pravi, da mislim, naj pove sam, ampak tu gre tudi za nek politični prostor, kjer sam išče prostor. Mislim pa, da v tem primeru res ni bilo primerno in se mi zdi, sva se na koncu strinjala. Se pravi, predvolilni poskusi nabiranja točk pred volitvami za Evropski parlament, ali kako? Naj on odgovori. Ampak sva se strinjala, moram reči, da sva se na koncu strinjala, da mu ne rabim odgovarjati, ker so moja pojasnila zadostovala in da delamo v redu. Mogoče, če gremo na zadnje vprašanje, pa bomo tukaj si sposodili eno vprašanje, ki smo ga zastavili vašemu kolegu v vladi Marjanu Šarcu. Z njim si delite eno stično točko RTV Slovenija. No, tudi z mano. Tudi z tabo, z mano, ne? Sam je odgovoril, da nikoli ne reci nikoli in da se bo morda vrnil kdaj na RTV Slovenija. Je tudi vas čaka slučajno tam delovno mesto in bi se bila pripravljena kdaj vrniti? Delovno mesto me čaka, ja. Mislim, da me čaka. Sicer takrat se spomnim, da na 3. programu Radia Kultura, če se ne motim, ampak čaka me, to pač mora biti, ko si v javnem sektorju ali na funkciji, kot sem jaz, izvoljeni. Ne vem. Bom rekla tako kot Marjan, nikoli ne reci nikoli. V življenju nisem vedno prepričana, kam me bo pot odpeljala čez leto, 2. Se prepustim kdaj tudi naključjem. Ok, končajmo s to lepo mislijo. Tokratni podcast Moč politike. Gospod Tanja Fajon, jaz se vam zahvaljujem v najinem imenu za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Vam pa hvala za pozornost. Spet smo skupaj čez teden dni. Hvala.